Včasih ne razumem, zakaj se pri obliki avtomobila kakšen proizvajalec bolj ne potrudi. Stara Micra je bila na pogled prav simpatičen avtomobil, kar nam je potrdila tudi Nina Šušnjara. Nova Micra pa je, če gledamo strogo obliko, naredila korak nazaj. V tem majhnem razredu je oblika pravzaprav najbolj pomemben faktor pri nakupu. Zato bi morala Micra še toliko več kart staviti na to. Tako pa izgleda kar malce nerodno, zastarelo in čeprav je prav to lahko za nekoga bistven razlog pri nakupu, se mi zdi škoda, da s tem zakriva, kako dober avtomobil pravzaprav je. Pa še poceni, saj tale, ki je kar nabutana z vso opremo, stane le 13.880 evrov. Kupec zato dobi tako ESP kot 6 zračnih blazin, samodejno klimatsko napravo, alu platišča, pametni ključ, ki ga imate lahko ves čas v žepu, strešno okno, ki se žal ne odpre, tempomat in celo navigacijo. Ni da ni, bi rekli južni sosedje. No, nekaj pa vseeno manjka. Navigacija je recimo kategorija Slovenije ali pa vsaj večjih mest, kjer se bo Micra večino časa vozila. Zadnjič, ko sem hotel napolniti telefon, pa nikjer nisem našel vtičnice za elektriko. Namesto nje je sedaj tukaj USB. Za ženske ritke bo pozimi še posebej dobrodošlo gretje sedežev. Sploh pa bo kakšna navdušena nad tem sistemom, ki zna sam izmeriti parkirni prostor in ugotoviti, če je Micra dovolj majhna zanj. Fino. Nova Micra je zaenkrat na voljo le s tem 1,2 litrskim motorjem, ki ima le 3 valje. Meni je všeč, ker se rad zavrti in ima poseben skoraj športen zvok. Kakšen razvajen potnik pa bi lahko hitro rekel, da je glasen. Na testu je porabil dobrih 6 litrov, kar je za bencinski motor in dinamično vožnjo zelo dober rezultat. V celem pa se Micra tudi zelo lepo pelje. Podvozje sicer ni najbolj udobno in je povrhu še precej glasno, zato pa se lahko čez ovinke zapodite presenetljivo hitro. Ja, kot sem rekel, krasen in enostaven majhen avtomobil, ki mu manjka samo še atraktivna oblika.